Pa da bomo nekako s temi zadevami kar pohiteli oziroma to speljali na članici. Zapisnik govorila Zdenka Petelin. V imenu delovnega predsedstva vas lepo pozdravljam. Predsednica Branka je že odgovorila naš zbor članov in smo dali že prvo točko skozi. Jaz bi zdaj prečital še enkrat predlagani dnevni red in sicer prva točka odgovoritev in pozdrav, to smo kot rečeno upravili, druga točka izvolitev delovnega predsedstva zapisnika Identifikacijske komisije overiteljev zapisnika, to smo tudi. Tretja točka, poročilo o delu Turističnega društva Dobova v letu 2019. Poročilo o delu Turističnega društva Dobova za leto 2019. In sicer na postavki tradicionalne prireditve je bila prva postavka, ki smo izvedli v letu 2019, pust oziroma 21. mednarodni pustni karneval s povorko mask, vendar o tej temi bo več povedal predsednik sekcije. Potem smo nadaljevali tudi na tradicionalnih prireditvah in sicer v mesecu juniju bili organizirani dve kulinarični prireditvi, Golažijada 1.6. in Krompirjada 25.6. obe z mednarodno udeležbo. 1. junija je potekala tradicionalna mednarodna golažijada pred barom Megovec v Dobovi. Sodelovalo je 18 ekip, organizator je poskrbel za stojnice, ki so služile za delovno površino in promocijo posamezne ekipe, ter vsaki ekipi namenil 3 kg čebule in isto količino govedine. Člani ekip so dodali začimbe in po svojem receptu skuhali golaž, katere je ocenila strokovna komisija. Najboljši sta bili ekipi iz sosednje Hrvaške, ki sta zasedli prvi mesti, in sicer mestni odbor Harmica in mestni odbor Ključ. Na tretje mesto se je uvrstila domača Fašenkova ekipa Kovačič. Ekipe so prejele posebej izdelane lesene pokale. Obiskovalci in tekmovalci so še ugibali, kolikšna je teža kotlička, ki je bil razstavljen na prizorišču, in najbližje težje je bila obiskovalka 4,41 kg, ki je kotliček in njegovo vsebino odnesla domov. 25. junija je pri lovski koči lovske družine Dobova v Selah potekala tradicionalna mednarodna krompirjada, katere rdeča nit je pražen krompir. Vsaka ekipa je morala skuhati 5 do 6 kg krompirja, ga spražiti po svojem izvirnem receptu. Dovoljeni so razni dodatki, vendar slednji ne smejo prevzeti okusa po krompirju. Sodelovalo je 9 ekip, med njimi ekipa Udruga Ključanke iz sosednje Hrvaške. Najboljši pražen krompir, po mnenju strokovne komisije, je pripravila ekipa Obrških prutarjev, sledila je ekipa Kovačič in na tretjem mestu lanska zmagovalna ekipa Šole zdravje Dobova. Novost krompirjade je bilo ocenjevanje obiskovalcev in po njihovi oceni je tudi bil najboljši pražen krompir ekipe Obrških prutarjev. Slednji so prejeli prehodni pokal in bon za nabavo mesnih dobrot, prve 3 ekipe, tudi kuhalnice in penino, vsi tekmovalci pa praktične spominke. Obiskovalci in tekmovalci so ugibali tudi težo zaboja s krompirjem in težo 5,10 kg je ugotovil član ekipe Harmonija in organizator mu je podaril zaboj s krompirjem. Sledila je zabava z duom Pozitiva. Prireditev krompirjada je bila sofinancirana iz javnega razpisa za poletne prireditve izven mesta Brežice. Četrta v nizu tradicionalnih prireditev je Dobova se predstavi, organizirana 30. oktobra v dvorani Kulturnega doma. Tradicionalna prireditev, ki je poimenovana kot večer glasbe, petja, plesa in smeha, je vpisana v koledar prireditev ob občinskem prazniku. Združi številne nastopajoče iz osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, vokalnih skupin, sekcij kulturnih društev, glasbenih zased, mažoretk in posameznikov. Ob zaključku so nastopajoči in obiskovalci pogoščeni s čarobnim bučnim napitkom. Prireditve za otroke in mladino.
V organizaciji Turističnega društva Dobova že vrsto let potekajo mladinske delavnice Ustvarjamo v prostem času. Vsako leto je organiziranih 7 do 8 delavnic z različnimi temami, nekatere so vezane na praznike, kot so velikonočna delavnica izdelave adventnih venčkov in novoletnih voščilnic, ter druge iz drugega področja, kot so tudi ekodelavnice, kjer si iz odpadne embalaže, steklenic in škatel izdelajo novi izdelki, kot so darilne škatle, vazice in podobno. Svojo kreativnost pa so prikazali tudi na delavnici risanja na tekstil. V tej sezoni smo šli še korak naprej in se na zadnji delavnici preizkusili v kulinariki. Otroci so s pomočjo mentoric pekli palačinke, navadne in ajdove, carski praženec, po domače šmorn, skuhali čaj in čokoladno mleko. In na koncu sledila gostija o pokušanju šmorna in palačink, razne kupljene napitke pa sta tokrat zamenjala čaj in čokoladno mleko. Obisk takratne delavnice je bil nad povprečjem, saj se jih je udeležilo 35 otrok. Glede na udeležbo na delavnicah, saj je povprečje cirka 28 otrok, smo prepričani, da je ustvarjanje otrokom všeč in da si želijo takšno preživljanje prostega časa, zato v društvu že razmišljamo in pripravljamo plan za leto 2020. Otroci si za svoj trud na delavnicah zaslužijo nagrado, ki prispe z obiskom božička. Delavnice so financirane iz javnega razpisa z področja mladine. Na področju društvenih dejavnosti je bila organizirana čistilna akcija, ki pa se nekako začne že z zaključkom karnevala, v posameznih vaseh pa se še organizirajo v mesecu marcu in aprilu. Sledi realizacija projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Vsem vasem namenimo enoletnice in trajnice za zasaditev javnih površin, gasilskih domov, sakralnih objektov in drugih javnih površin v vaseh. V začetku junija opravimo ocenjevanje urejenosti in ob krajevnem prazniku podelimo 2 priznanji, in sicer v kategoriji manjše in kategoriji večje vasi. Vas s prejetimi največ točkami se predlaga na občinsko ocenjevanje. Promocija na sejmih se je pričela v začetku februarja s predstavitvijo na sejmu Alpe Adria v Ljubljani. Kjer se je približeval pustni čas, smo aktivnosti usmerili v promocijo slednjega, pustno pa je bila predstavljena tudi kulinarika. 10. in 11. maja smo na prošnjo rokometnega kluba Veterani Dobova pripravili promocijo lokalne kulinarike za udeležence mednarodnega turnirja. K sodelovanju smo povabili tudi aktiv Kmečkih žena iz Dobove. 13. maja smo na prošnjo mestne hiše iz Brežic pripravili pogostitev za kuharje kuhne na ulici, saj so jih tega dne v Ločah fotografirali za plakate, s katerimi so kasneje oglaševali prireditev Kuhna na ulici. 24. junija je potekla tradicionalna prireditev Dan kruha, vina in salam, ob uvodu v prireditev Brežice moje mesto. Grajsko dvorišče je bilo kar tesno za vse obiskovalce, ki so pridno praznili stojnice s kulinaričnimi dobrotami in vini. 21. avgusta smo na pobudo Term Paradiso pripravili promocijo našega društva, saj so v tem času ravno gostili člane civilne zaščite iz Avstrije, dežele Štajerske. 7. septembra je v Postojni potekal svetovni festival praženega krompirja. Številne ekipe iz Slovenije in tujine so pražile krompir po svojih izvirnih receptih, med njimi tudi ekipa Turističnega društva Dobova. Za promocijo spletne strani Facebooka, objavna strani TZS-ja je urejeno preko video.com Davor Lipej SP. 9. februarja je potekal zbor članov, kjer so bila podana poročila za leto 2018 in predstavljen plan in finančni plan za leto 2019. Hkrati pa so bile podane spremembe pravil društev, ki smo jih potrdili in slednjo uredili na upravni enoti. Spremembe se nanašajo na pridobitno dejavnost društva, s čimer nam je dovoljeno, da si s pridobitno dejavnostjo pridobimo dodatna sredstva, ki pa so namenjena osnovni dejavnosti društva. Članarina do TZS in naročnina za Lipov list sta bili poravnani. Turistično društvo je tudi včlanjeno v Združenje evropskih karnevalskih mest, kateremu plačuje letno članarino.
13. novembra je potekal posvet predsednikov turističnih društev in zvez na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ker društvo plačuje članarino, mu je omogočeno, da se posveta lahko udeležita 2 člana društva. Del posveta je potekal kot moderirane delavnice in sodelujoči so lahko izmenjali svoje izkušnje na razne teme. V večernih urah pa je sledilo še ogled državne podelitve priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna. Dobova se srečuje društvo se srečuje tudi z raznimi stroški poslovanja in bančnimi stroški, ki se zmanjšujejo zaradi sprememb paketa poslovanja pri poslovni banki. OTZ vsako leto ob Svetovnem dnevu turizma organizira strokovno ekskurzijo. Z našega društva je bil podan predlog, da se vključi tudi kakšen detajl iz Dobove, ter se vsi skupaj odločili za ogled Term Paradizo in živalskega parka na Jasi. Skozi celo leto turistično društvo sodeluje z društvi v krajevni skupnosti in širše v občini, OTZ-jem, ZPTM-jem, TZS-jem in ostalimi društvi in organizacijami. Odzvali smo se tudi vabilom na razne zbore članov, obletnice, kot je osnovna šola Jožeta Toporišiča Dobova za 200 let, društvo upokojencev Dobova Kapele 70 let, vrtec Najdihovica 50 let. S člani društev, ki nas je v začetku združilo sodelovanje na pustnih karnevalih, sodelujemo skozi vse leto in obiskujemo njihove prireditve. Tu gre izpostaviti sodelovanje na Krompirfestu v Dornavi in Golažijadi v Mozirju in Šoštanju. V decembru smo se udeležili tudi Kotojade v Brežicah, rdeča nit prireditve je kuhanje posavskega kotla. V našem društvu smo se odločili, da sodelujemo s peko carskega praženca Šmorna. Priznati moramo, da je zadeva zažgala, saj so se obiskovalci večkrat vrnili k stojnici našega društva. Hkrati z omenjeno prireditvijo je potekala tudi razstava in ocenjevanje lanenega in ajdovega kruha. V letu 2019 se je turistično društvo Dobova prijavilo na 4 razpise pri občini Brežice in na razpis Turistične zveze Slovenije za prireditve. Društvo je iz teh naslovov, se pravi iz naslova razpisov, pridobilo 9500 evrov. Mednarodna dejavnost, udeležba na poletnih karnevalih v Bani Koviljači, Šapcu je bila v lastni režiji, zato strani društva ni bilo stroškov. Na strani projektov smo pa nekaj denarja namenili za obnovo karnevalskih kostumov, predvsem moramo vsako leto pridobiti nove rute in pa za obleko za otroško folklorno skupino Kamenčki. Turističnega podmatka, zdaj bi poprosil še sekcijo Pašing, da Miro podam svoje poročilo. Ja, tudi brati, ki me Živanka več kot povedala. Pašing ima v naših krajih že dolgo tradicijo in sekcija Pašing ga ohranja in nadgraduje že vrsto let. Naš karneval tako sodi med največje turistične prireditve v Posavju in je tudi prepoznaven v domovini in tujini. Pustovanje 2019 se je začelo z prevzemom oblasti na občini Brežice. Nadaljevalo se je s pustno zabavo, predstavitvijo etnografskih pustnih obhodov, otroško animacijo in zaključili smo 21. mednarodni karneval. Prisotni smo bili tudi na številnih karnevalih po Sloveniji in Hrvaški, za kar se zahvaljujem vsem skupinam, ki tako širijo in predstavljajo našo tradicijo in bogato dediščino. Sekcije pa je aktivno skozi vso leto. Organiziramo Golažijado, sodelovali smo na Zrtijadi, Golažijadi in posod, kjer nas povabijo. Prisotni pa smo tudi bili na poletnih karnevalih v Kopru, Pančevu, Bani Koviljači, Senju, Šapcu in Ivanišgradu. Ne nazadnje omenim še velik uspeh in priznanje našega dela v vpisu register nesnovne kulturne dediščine. To nam veliko pomeni in nam da dodatno motivacijo pri delu. Sestavljeni na 20.000 in smo še v februarju na sestanku obravnavali, potem se je zgodila korona in dobesedno so se nekatere stvari začele sesuvati, tako na strani
strani promocije, kakor tudi na organizaciji prireditev. Vemo, da zdaj bi že nekako mogla biti golažijada za nami, tik pred nami krompirjada, ampak nič od teh naših dveh tradicionalnih prireditev letos ne bo, ali pa morda golažijada v jesenskem času. Je zelo majhna razlika med tisto vasjo, ki ima največ točk, pa sklopom 3 vasi, ki imajo pa manj točk. Včasih je bil ta razpon zelo veliki, zdaj več tega ne vidimo tudi, da mogoče v vsaki vasi si nekaj najde, kar ni v Wassermagi, so pa tudi v vsaki vasi stvari, ki izstopajo in ki so v redu, da vidimo, da tudi tam, ki je zapuščenega, vsaj tisto ob cesti nekdo pokusi, ker ni vse vso tisto, da je to javna košnja ali to pokusijo sosedje ali pa pač nekdo drug, tako da je to problem, ki smo ga tudi preko KS-a že izpostavili, ampak so nam te komunalni nadzorniki oziroma inšpektori povedali, da na zasebno zemljišče ne smemo posegati, če je pa samo dohod, da je to vredo. Dobro, če za njih vredo, za nas, ki imamo oči, pa ni to vredo, ampak so s tem sprijazni. Smo se kar temeljito prevozili čez vse vasi, pa bom samo malo kritična do vasi Mostec, me je pa negativno presenetila letos, ker so imeli vsa leta, so imeli veliko tečov v svetličnjah, ko je letos tudi na mostu nimajo nič. Verjetno imajo težave, ampak dvomim, da so to finančnega izbora, ampak bolj to kdo bo. Večje vasi so zaseda za 1 točko samo manj. Se pravi, ni bilo 4 male vasi, pa peto mesto tista vas, ki je v kategoriji večjih vasi. Tako da je potem bilo, ne vem, prvo Rekonce z največ točkami sela, točko manj, 1 točko manj cel, Gaber je tudi večja vas, pa potem Loče in tako naprej. Se pravi, 6 točk razpona je bilo med vsemi temi, tako da bi težko rekla, da je pa zdaj bila ena izrazito fejst lepša od druge vasi. Mogoče tudi je bilo že tu vidno, da ni bilo več bankin zaraščenih, ker ocenili smo 14, še malo več dni, ker smo to ponovadi smo to v začetku junija delali, letos smo to delali, se pravi 19. junija, vsaj 14 dni kasneje kot ponovadi, in da so nekatere stvari pa mogoče letos bile tudi pospešene od tistega zastoja v mesecu marca, pa smo se dobesedno morali ustaviti, da so tudi drugi čutili potrebo